Mi smo zaznali novembra, decembra lansko leto, da ta sindikat pospešeno snuje določene aktivnosti in smo jih tudi na sindikalnih konferencah pozvali, ne nam da pisne predloge, kaj jih recimo moti v Pošti Slovenije. Vendar mi do 30. maja uradne pobude pisme nismo prejeli niti enkrat. Po sindikata KS90 do 30. maja ni bilo predanje niti ene uradne pisne pobude, ki bi prišla na pravo. Medtem, ko recimo drugi sindikati v Pošti, moram seveda pomeniti, da so dva sindikata, to se pravi največji, seveda svobodni sindikati, in pa tale drugi KS90 neodvisnosti, pa veliko manjši kot prvega, kaj se članstva tiče, ampak postavljali smo in tudi pričakujemo od obeh, da se pri uveljavljanju svojih zahtev tudi medsebojno uskladitev, kar bi bilo pravo, kot bi bilo evropsko. Modro bi bilo, da se dva sindikata usklajujeta svojih zahtev. No in seveda, takrat, ko smo mi te pobude dobili, smo na njih takoj pisno reagirali, predlagali smo sindikatu KS90, sindikat poštnih delavcev, da svoje zahteve, če želi, poenoti z drugim sindikatom v Pošti, ki delujejo tudi v okviru sindikalne konference, to je Svobodni sindikat Slovenije. Vendar do tega očitno ne prišlo. Problemi, ki se recimo nastajajo v določenih segmentov, mi jih registriramo. Mi vemo, da je recimo nenaslovljene direktne pošte vedno več. Tega se mi zelo dobro zavedamo. Ne vam povem samo en podatek. V kontekstu prihodkov iz vrst nenaslovljene direktne pošte, ki Pošta Slovenije dobi dejansko na letnem nivoju, lansko leto je ta številka znašala nekaj več kot 16 milijonov evrov, pa preračun pomeni, da če bi vzeli poprečno plačo pismonoša v letu 2007, je vsak pismonoša dobil okoli tretjino plače iz svojega naslova ravno iz raznosa nenaslovljene direktne pošte. Če greste preračunavati prihodke z tem, pa je recimo preračunati na bruto plače zaposlenih pismonoš, pomeni, da bi recimo v tem skupnem kontekstu 1000 pismonoš v Sloveniji, v Pošti Sloveniji v 2700 bi plačal izključno z tega naslova. Ampak celo boljša primerjava, približno tretjino plače pismonošev, vseh pismonošev v Pošti Slovenije, dobiva iz tega naslova, iz teh prihodkov, je to vir plače. Jaz upam, da sem se čisto nazorno izrazil, kaj sem postoji povedal. Zdaj, če bi mi recimo zmanjšali to dejavnost, pa če bi jo odpustili, bi lahko samo dva logična ukrepa skrivila. Ali zmanjšanje plač pismonošev, ali pa njihovo odpuščanje. Mi seveda lahko se predvimo, da se obremenjenost naših pismonošev povečala. In to tudi priznamo, da je to. Vendar se ukrepi, ki smo jih pa navedli, recimo v tem kontekstu, za izvedbo logistične študije, za optimiranje dostavnih pokrajev pismonoš, pa tudi s povečevanjem zaposlenih, letos bomo samo dodatno preko agencije zaposlili še čez 70 ljudi, zraven že 102 zaposlenih, ki bodo dejansko blažili to obremenjenost teh naših zaposlenih. Se pravi, skupno, če študenti gledamo, recimo, bodo te zaposlitve samo z agencije in pa za izredno zaposlitev prišli čez 180 ljudi, da ne govorim še študenti, ki bo prišlo po 400 vsaki mesec v Pošti Slovenije zaposleni. Kaj mi se zavedamo seveda tega, ampak v tem kontekstu moramo seveda tudi povedati, da to ni nov problem, obremenjenost pismonoš, da se ta problem vleče že kar nekaj let, tudi pred nastankom dela te uprave in da ga je možno reševati samo s tem, da se na osnovi sodobnih metod optimiranja določijo dostavni upravi pismonoš tako, da se bo optimirala njihova pot, da se bo optimiral njihov dostavni rajon in da se bo pogledalo dejansko, ker imamo, verjemte, njih ogromno primerov, kjer imamo pošte, ki so zelo obremenjene, kjer je dostava zelo obremenjena, imamo pošte, kjer pa obremenjenost sploh ni tako velika, oziroma je podpoprečna. In to bi mi radi dosegli. Ampak vi pri 557 poštah ne morate tega napraviti čez noč, to je proces, ki traja leto, 2-3, da ti vsako pot, vsake dostavne uprave optimiraš, da je vsak pismonoš enako obremenjen. In vse to, in še več, ta sindikat, KS90 tudi ve, ker je bil obveščen preko sindikalnih konferenc. Tako da mi v končni fazi in odločno strajamo pri tem, da delamo na te stvari, da se bodo te stvari izboljšale, ampak da se te stvari ne da napraviti čez noč. In da povečanja plač v večjem okviru, kot je recimo tudi prenesel poslovni rezultat Pošte Slovenije, ne samo povem, en zelo približni podatek, vsak procent povečanja mase plač prenese
cent, vsak odstotek povečanja mase plač, v pošti prinese na letni ravni približno 1,5 milijona dodatnih stroškov dela. Tako, po našem mnenju ni mogoče narediti, da ta uprava krati bilo kakšne pravice, ali pa onemogoča bilo kaj, da recimo se ne ozira na plombe in pa predloge delavcev. Da je to preprosto neutemeljeno in odločno zavračamo tako organizacijo. V tem kontekstu, kar se tiče obremenitev, poprečne obremenitve, ki so pismo nosa lahko zelo različne, odvisno od rajona do rajona. Lahko vam povem, da v urbanih področjih so te obremenitve poprečno kar nekaj više, tudi pa na ruralnih področjih. Zato tega, ker se posamezni naročniki naših storitev ne odločajo veliko za raznos, na ruralnih področjih pa pretežno bolj urbanih področjih. Kar pomeni, da lahko v celokupnem dnevnem raznosu so lahko te obremenitve tam, recimo od 80 programov, pa tudi vse do 400 večer, tudi 400 kilogramov. Ta podatek seveda morate gledati v kontekstu raznosa te na Slovenije direktne pošte po naših spravilišči, ki jih imamo v posameznih mestih, kar pomeni, da se poštari naši pismo noši večkrat vračajo na spravilišča, vzamejo nove količine, jih tudi raznosijo, seveda in nazaj, vzamejo nove količine in tako naprej. Ja, seveda, gledajte, naše plače seveda so javno objavljene v rednih poročilih Pošte Slovenije. Seveda mi ugotavljamo v tem kontekstu, da so te plače v primerjavi s drugimi firmami v državni lasti relativno mirjene, če lahko temu povem. Tudi sami smo ugotovili, da recimo vodstvo državnih podjetij, tudi državni lasti v Sloveniji, ki delujejo, imajo veliki večini više plače, kot pa poslovodstvo Pošte Slovenije. To bi pomenilo recimo v tem kontekstu, zdaj, če govorimo o približnih bruto zneskih za vsakega člana uprave, da samo okrog 9.000 evrov bruto je osnovna plača. Zdaj, recimo, pismo noši je poprečna plača z 10 do 15 leti delovne dobe, približno 730, oziroma približno 1050 bruto. To bi bilo tak, v tem kontekstu je taki prikaz. Zdaj očitate sindikatu, da je odpovedal vaše dogovore, torej ste bili dogovorjeni ali to bil samo vaš predlog, ta datum? Mi smo predlagali sindikatu, da se v četrtek, 26. junija, ob 12. uri dobimo pri nas. Predlagali smo jim, oni so nam zapisano govorili, da so zelo veseli tega predloga in smo s tem smatrali, da je to bil dogovor. In bolj so nam sporočili naknadno, da teh pogajanj ne bo, zato ker pač ne vtegnemo v tem kontekstu, oziroma pač da jih ne bo. Pa veste, kaj posebno mene moti, to moram v hitro povedati. Jaz, torej vsaki upravi odgovarja, da se sindikati, vsaki sindikat ločeno odgovarja. Ampak ni pa to korektno. Korektno bi bilo, da se oba sindikata na seboj skladila. To bi bilo korektno, da bi prišla za skupnimi zasevom do poslovosti. Mi upamo in še dalje smo pripričani v to, da je to edina prava solucija. Zato bomo pozivali, kaj z 90% za bodo tudi skorila. Zahteve, ki so pa jih podali, verjemci, niso pa v določenih segmentih, milo rečeno, ne bom rekel, praktično so neodrečljivi. Zatega, ker če samo zahtevo po dvigu plač, ki so jih podali, resnični, še znajdemo trenutku v tej števili. To je, mislim, matematika, vsak to prizna računa. Pa če si glede te zahteve pogledati v tem segmentu, si lahko zračuna, da končni poslovni zid pošte, nič izdaleč ne bi bil več dobiček, ampak izguba. To je to. In dejstvo je, da drug sindikat v pošti pa to razume. In samo na strpnosti lahko držiški socialni dialog, ne pa na nestrpnosti. Zato takšne oblike zavračamo vse, dokaj se ne sedemo za pogovarjsko mizo in se pomenimo. Na ulici se pa pogovarjali ne bomo.